2010. Takoj sem pomislil na mojo skrito željo, da bi enkrat tudi Slovenija, da bi ta naš Kamnik organiziral in gostil svetovno prvenstvo v gorskih tekih. V Domu kulture Kamnik je potekala tako rekoč zaključna prireditev ob letošnjem 26. svetovnem prvenstvu v gorskih tekih. Potekala je namreč predstavitev filma o tem dogodku. Še prej pa so vsem sponzorjem podelili priznanja. Že na samem začetku pa je pevec Franci Pušnik v živo zapel himno tega svetovnega prvenstva. Nato so častni gostje spregovorili o pomenu prvenstva. Veliko veselje mi je, da vas lahko v imenu Atletske zveze Slovenije pozdravim ob takem dogodku, ki sledi tako velikemu, kot je bilo svetovno prvenstvo v gorskih tekih. Marsikdo v Sloveniji se ne zaveda, kaj ste organizirali in kaj je skupaj to pomenilo, ne samo za gorske teke, za Atletsko zvezo, za slovenski šport, ampak za celo Slovenijo. Nedavno tega, kar sem bil na sestanku Evropske atletske zveze v Lizboni 2 vikenda nazaj, sem bil pravzaprav presenečen, kako so moji kolegi iz ostalih držav vedeli povedati od svojih tekmovalcev in vodij, kako dobro in lepo je bilo na Veliki planini oziroma v Kamniku. Predvsem, in to je, mislim, najvažnejše, šport je tisti, ki lahko naredi kar skoraj noben drug. In to je, da skupaj imamo prijateljsko vzdušje, ne glede z katerega konca Evrope kdo prihaja. Še enkrat čestitke vsem, ki ste pomagali organizirati in organizirani speljali ta velik dogodek v Kamniku oziroma Veliki planini. Zahvala gre tudi občini Kamnik, bivšemu oziroma dosedanjemu županu in novemu županu, ki je tudi danes z nami tukaj. In upam, da bo Kamnik, podobno kot doslej, tudi v bodoče podpiral ne samo gorske teke, ampak tudi šport v celoti. Vsem skupaj pa želim še naprej lepe uspehe in podobno kot to tekmovanje še kdaj tukaj v Kamniku in v naši prelepi Veliki planini. Jo še zdaj vidimo. Svetovno prvenstvo v gorskih tekih se je več čas govorilo samo o superlativih in mislim, da je bilo tako prav. Tekma je bila izvedena na res zavidljivo nivoju kljub relativno kratkem času, ki smo ga imeli za pripravo za organizacijo same prireditve. Če bi nam tisti dan, tiste 2 dni pred samo prireditvijo še malo bolj na roko šlo vreme, mislim, da bi vsi udeleženci prvenstva zapuščali Kamnik še z lepšimi vtisi, tako da bi res tista pika na i bila še nekako izpolnjena, da bi se v glavo vseh udeležencev vtisnila ta slika, ki jo vidimo tukaj demano na ozadju, slika idilične planine, idilične velike planine, ki se razprostira tukaj nad Kamnikom. V sami prireditvi mislim, da ni potrebno več gubljati besed, tako da bi se mogoče samo že na koncu zahvalil v imenu Svetovne zveze za gorske teke vsem, ki so kakorkoli doprinesli k brezhibni organizaciji 26. svetovnega prvenstva. Dušanu Papežu pa je izročil tudi simbolično darilo. Zastavica
spominska nastavica z emblemom Svetovne zveze za gorske teke in pa srajca z logotipom in napisom Svetovne zveze za gorske teke, ki jo podeljuje zaslužnim organizatorjem največjih prireditev, ki so organizirani pod okriljem Svetovne zveze. Dušan, še enkrat hvala ti za vse, hvala ti za to, kar si ti in tvoja familija in cela ekipa naredili za Svetovno zvezo za gorske teke, za Slovenijo in za Kamnik. Spregovoril pa je tudi nekdanji župan. Ponosen sem na vse vas, ki ste pravzaprav v kratkem času pospravili ta naš Kamnik, to našo veliko planino, sicer zavito v meglo, ampak vendarle v svetovni alpinistični, pravzaprav tekaški, atletski center in svet. Mislim, da je kratek čas bil, pa vendarle tisti čas dovolj, da smo pripeljali to tekmovanje kot smo že slišali, z vsemi superlativi v Svetovno atletsko federacijo za teke in seveda tudi kot prepoznavnost naše občine Kamnika in Velike Planine širom prek naših meja. Dušan Papež, Mira in njunih hčeri in seveda cela familija je bila tista, ki je preživljala noči s svojimi sodelavci, Tomo, Šak in vsi ostali, ki smo se pravzaprav vsake toliko časa zbrali tam na njihovi domačiji, so bili tisti, ki so vodili to kolo, ki se je zavrtelo pravzaprav en teden z velikimi koraki, z velikimi obrati, da je svetovno prvenstvo res uspelo. Bilo je veliko negotovosti, bilo je veliko vprašanj, kako preko 150 000 evrov vredno investicijo v ta pogon umestiti in predvsem kako pridobiti ta denar. Občina Kamnik je prisluhnila tej ideji, občina Kamnik je vedela, da pomeni preko nekaj 100 pravzaprav tekačev iz celega sveta, takrat je bilo napovedano 60 tekačev, potem jih bilo nekaj manj, ampak vendarle preko 600 ljudi je živelo pravzaprav en teden dni v našem mestu, v naročju Kamniških planin. In še enkrat bom dejal, familija Dušan Papež, ki ima bogati izkušnje z tekom na Gritavec, seveda vsako leto so pripravili ta tek na Gritavec, je svojimi izkušnjami obsedovanih številnih ljudi res ponesla to veliko planino in ta Kamnik v svet. Dovolite mi, da osebno izrečem še enkrat čestitke in zahvale Dušanu in ekipi, da je pripeljala to prvenstvo v kratkem času do tega vrhunca. In ponosni smo lahko na nju, ponosni smo lahko na Kamnik, ponosni smo na vse tiste, ki so na koncu črni, rdeči, beli, rumeni zaplesali med temi hiškami na Veliki Planini. To je dokaz, kako šport združuje, kako šport vleče skupaj in seveda kako te niti peljejo v številne države sveta, kjer je mala Slovenija, ne mala po velikosti, ampak velika po duši, srcu in Kamnik je tudi takšen. In Dušan Papež, Mira, Jurek Čeren in familija je prav takšna. Čestitamo jim. Spregovoril pa je tudi organizator prvenstva Dušan Papež. Potrebno je bilo veliko dogovarjanja, usklajevanja, pridobivanja sponzorskih sredstev. Pomembno vlogo je odigral organizacijski odbor, sestajali smo se mesečno s posamezniki, pa zadnje mesece skoraj vsakodnevno. Še enkrat vam, dragi prijatelji, najlepša hvala. Pripravili smo fotografsko razstavo Velika planina skozi čas na osnovni šoli Stranje. Popravili progo za tekmovanje, jo opremili s tablami z edinskimi imeni, pripravili kratek film za tekače na progi, več čas pa snemali prizore za film. Generalka za organizacijo same tekme je bil prvi tek na Veliko planino, potem so se začeli pospešene priprave. Na tekmo Open Race, otvoritveno slovesnost s protokolom, kongres VMRA, na slovesno razglasitev rezultatov in tako dalje. Da je pri organizaciji resnično sodelovalo okoli 400 prostovoljcev, je priča današnja nabita polna dvorana. Tukaj ste vi, vsi vi,
ki ste prireditev vzeli za svojo, z vso svojo zagnanostjo in odgovornostjo, ki ste že neštetokrat izkazali kot zanesljivi, natančni, odgovorni, predani. Kot sem imel ob sebi vas, sem lahko organiziral tako veliko prireditev, kot je svetovno prvenstvo. Zato sem ponosen na organizacijo svetovnega prvenstva, predvsem pa na tisto srčnost in predanost, ki je tako značilna za naše skupno delo. Lahko rečem, da je bilo naše svetovno prvenstvo marsičem izjemno in enkratno. Več 400 tekačev sveta je že na dan tekmovanja dobilo na roko napisano priznanje z imenom in priimkom ter rezultatom ter svojo sliko s cilja. Na Pasta Party je ansambl Glintovci igral polko, na katero je plesalo 41 držav. Vseh 500 tekačev in spremljevalcev se je sladkalo z dobrotami, ki so jih napekle skrbne gospodine. Na razglasitvi rezultatov so družno prepevali dobrodošli v Sloveniji tako Eritrejci, Italijani, Mekčani. Na gradišču so plesali in se veselili črni in beli. Doma izdelane šopke steninskega cvetja so zmagovalci ponesli tudi v daljno Afriko. Mladi vodiči so se izkazali ne samo z vodenjem in prevajanjem, ampak tudi kot taksisti in izjemni organizatorji logistike. Vsi okoliški džipi so bili 3 dni na razpolago za prevoz posameznih tekačev, tudi po noči so dežurali in prevažali tekače z letališča. Verjemite mi, da takih posebnih šoferjev tekači na svetovnih prvenstvih še niso imeli. Številni tekači z vsega sveta so nam še kasneje zahvaljevali preko mailov in pošte. In veste, takrat priznanja nekaj štejejo in pomenijo. Zato sem vesel, zato smo vsi skupaj lahko ponosni, da smo na tak način delček naše dežele in srčnosti podelili tudi svetu, da smo dostojanstveno ponesli ime Kamnika in Slovenije po vsem svetu. Premalo časa je še minilo, da bi se sploh zavedali, da smo opravili veliko delo, o katerem bo pisala zgodovina. Na koncu se je zahvalil tudi svoji soprogi Miri. Draga moja, tole mi je bilo